V taki družbi podjetja, ki delajo v Sloveniji, ne smejo biti osredotočena le na dobiček. Vrniti morajo okolju, ki jih je sprejelo. Enakomerna gospodarska razvitost vseh slovenskih regij in lokalnih skupnosti je cilj, h kateremu je treba stremeti. Vedno z veseljem spremljam zgodbe, ko se v kraje, znane po izseljevanju v preteklosti, zaradi novih zaposlitvenih priložnosti ponovno priseljujejo predvsem mladi. Za podjetje in kapital s človeškim obrazom zato davki niso in ne smejo biti nekaj negativnega. Morajo pa biti predvidljivi, na daljši rok seveda in ne iz leta v leto. Predvidljivost je največkrat izrečena beseda, kar jih slišim od podjetnikov. Večkrat sem poudarila, da nestabilnost regulatornega okolja odvrača in preusmerja naložbe drugam. Pozvala sem tudi k razmisleku, da bi pri večjih naložbah, domačih ali tujih, država za določeno obdobje zagotovila nespremenjene pogoje delovanja. Takšna priložnost in prožnost, ki mora biti transparentna, je lahko pomemben del zgodbe o gospodarskem uspehu države, ki si prizadeva ostati socialna.